Lepo pozdravljeni, pozdravljene. To je poseben dogodek za tole našo fakulteto, ki je seveda tudi delno in povezana z tem projektom in s temi vsemi izkušnjami, ki sem jih jaz pridobil in smo jih pridobili v času naših taborov in vsega, kar se je dogajalo med njimi. Lepo je videti znane obraze, kakor je nekdo rekel, sicer rahlo postarane že, ampak duh je pa še vedno zelo živ. Tako da, evo, lepo pozdravljena, najprej Bernard in Milena. Hvala, da sta tako pristala na tak poseben dogodek tule, v tej naši stavbi fakultete oziroma podružnice Univerze Sigmunda Freuda. Program je zelo pester in ni samo strokoven, jaz mislim, da je tudi tako malo obujanje spominov teh, ki so v naših srcih, in tudi na koncu okrogla miza bo seveda zaokrožila to, kar bomo zdaj nekateri govorci odprli, nekatere teme, in na koncu še ne zbežati, ne oditi, imamo še malo pogostitve in druženje, tako da bo, upam, vsega in zanimivih misli, srčnih misli in pa tudi prijetnih, družabnih. Jaz bi začel tako, kot je v programu, z tem uvodnim govorom. Torej, kot vidite, je tukaj že na prvi strani malo se lahko sluti, kaj se bo zgodilo, namreč na levi strani od Bernarda je Jasna, pobarvana na enem taboru, in na drugi strani Miha. Evo, gremo naprej, prosim. Želel sem malo povedati o tem, obuditi spomine na tabore, potem povedati svojo zgodbo, kako je, kaj je tisto, kar me je v veliki meri na tabor in na vse, kar je bilo zraven tega, potem društvo Odmev in tako naprej, kaj me je nekako, kaj je bil motiv. Velikokrat motivi niso samo nekaj prijetnega, ampak tudi nekaj neprijetnega, in potem se nečesa lotiš, da bi tisto neprijetnost malo zmanjšal. Potem, kako so mi tabori pomagali, in nekaj, kar se mi zdi, da je še danes aktualno, kar so se razmere od 80-ih let, ko sem se jaz priključil, pa do danes še mogoče bolj radikalizirale glede te poudarjene individualnosti in tega, da današnji čas res rabi, da bi obrnili pozornost tudi na skupnost, na to, kako poskrbeti predvsem za tiste, ki so na slabšem, kot smo mi. Evo, in tabori so bili, se mi zdi, eno socialno odkritje, kako je možno to narediti, in to poskušamo, kot vam bom povedal, tudi še nadaljevati. Tole je ena slika taborna po koncu, mislim, bolj na koncu taborjenja. Tu pisano, in težko kdo bi razločil, kdo so tisti, ki so vzgojitelji, kdo je tisti, ki so člani ekipe, kdo so otroci, kdo so. Skratka, to je bil ta duh skupnosti, ki se je nam uspelo, se mi zdi, kar skoraj vedno ga nekako obuditi. Naprej, prosim. Če se ozremo nazaj, je bil koncept tega, kar se je začelo leta 1975, neka dost, bi rekel, dobra mešanica, neka integracija se nam je zgodila teh raznih stvari, od avtoritarne vzgoje pa do nekih psihoterapevtskih konceptov in metod. Krepitev teh skupnosti je bila pa ena glavnih idej. Gremo naprej. Po naše delo
se je iz taborov, najprej iz teh počitniških kolonij taborov razvilo potem v celoletno delo, za zimovanje, z raznim z oblikami skupinskega dela, tudi za skrbjo za ljudi z hudimi in dolgotrajnimi duševnimi motnjami. Iz tega se je tudi razvila sistemska šola, ki je še danes živa v okviru naše fakultete za psihoterapevtsko znanost. Obstaja enota za sistemsko psihoterapijo, ki je direktno povezana z tem časom, z tem delom. To se pravi, dragocenost, vsaj zame je bila ta, da sem lahko preveril, preizkusil te sistemske koncepte in metode dela tudi v enem takem izjemno zahtevnem projektu, kot so bili terapevtski tabori. Pred leti sem napisal za eno strokovno srečanje psihoterapevtsko, ki je bilo namenjeno tematiki vzgoje in psihoterapije, torej kako se to prepleta, predvsem pri delu z otroki in mladostniki. Vemo, da to je zelo težko ločiti, nemogoče, psihoterapijo in vzgojo na tem obdobju otroštva in mladostništva. In sem prosil takrat jasno, če bi mi napisala, kako se ona spominja taborov in kaj je odnesla s seboj v odraslo življenje. No in to je en košček tega njenega zapisa. Po tem našem srečanju vam bo Jasna jutri poslala ta moj tekst, mogoče bo koga zanimalo, iz katerega sem tudi pripravil to predavanje. Tisto, kar izstopi iz tega poročila, in sem bil zelo vesel, ko sem bral to tvoj zapis, je, da ta delitev, binarna delitev na zdrave in bolne, je bila tukaj manj pomembna, da smo odkrivali nekaj drugega, da je možno pravzaprav tudi pomagati ljudem brez tega velikega poudarka na diagnoze, tako kot jih recimo razume psihiatrija, in da pravzaprav se vsi nahajamo na nekem spektru, kjer če se znajdemo v neki zahtevni socialni situaciji, tako tisti, ki so zdravi, v določenih trenutkih pokažejo svoje šibke točke in obratno, tisti, ki so bili že diagnosticirani, so se pokazali velikokrat kot vir. No in tudi ti si tukaj to poudarila, kako, ker sama tudi nisi prav dobro vedela, kdo je zdaj večkrat član tima in kdo so uporabniki. Zdaj, v tej moji motivaciji, nezadovoljstvu, nelagodju, ki me je nekako motiviralo za to, da sem se priključil taborom, sta bila dva glavna vira. Eden je bilo nelagodje, ki sem ga doživljal v svoji družini, drugo pa na delovnem mestu, takrat v psihiatrični bolnici Vojnik. Poglejmo si na hitro, kako je bilo s tem nelagodjem. Šele, ko sem se poročil in ko sta prišla Jasna in Miha na svet, sem se pravzaprav zavedal, kako zahteven je tak projekt te tako imenovane jedrne družine, kako nekaj zelo manjka, ko ni zaledja, ko si ob službah in ob službi še potem doma ne bi nosil vso to breme. Visoka pričakovanja so se mi pokazala kot previsoka. Seveda sem kasneje, ko sem študiral to tudi sociološkega vidika, kako je prišlo do tega pojava jedrne družine, našel kar veliko glasov avtorjev, ki so tudi podobno opozarjali. Zelo se spomnim enega trenutka, ko smo šli na morje, mislim, da so bili majski prazniki in smo šli v Poreč in smo dobili en apartma, kjer smo bili vsi skupaj v enem prostoru. Miha je takrat komaj shodil, ti si bila tam okoli 3 leta. In jaz sem tudi pisal magistrski študij na medicini in sem imel tak načrt, saj bo kakšen čas tudi zvečer, mogoče ali pa kakšna ura čez dan, da bom še kaj naredil. No in seveda
je bil to račun brez krčmarja in večkrat zvečer, tudi ko ne bi bil tisti čas, sta vidva kar težko zaspala in potem šele v kakšnih 10-11 je bil edini prostor, kjer sem lahko še jaz kaj delal, stranišče, tako da sem se usedel na straniščno školjko in še študiral in si kaj pisal. In seveda od tistega dela ni bilo kakšnega velikega učinka in mi je prišla ena taka res grenka misel, zakaj mi nihče ni povedal, da je jedrna družina tako zahteven projekt. No, naprej gremo. V tistem času smo veliko sodelovali tudi z sodelavci dinamične psihiatrije iz Münchna in Berlina. So hodili tudi k nam na obisk, imeli smo veliko teh delavnic, plesnih, skupinsko-dinamičnih, skupinsko-terapevtskih in tako naprej. No in tudi ti gostje so bili opora in so rekli, ja, s tole jedrno družino gre bolj navzdol. Ogromno je teh podatkov, tudi statističnih, da je veliko ločitev in da je vse več tega, kar se tudi danes kaže, tako imenovanih sestavljenih poldružin in tako naprej. Zdaj, če gremo naprej. Za to nelagodje v družini mi je bilo potem zelo veliko oporo to, da Nataša si me ti podprla v tem in da smo začeli redno hoditi na tabore, tako da pravzaprav ti si shodila na taboru in potem je Miha tudi še bil, se spomnim, v Lomnju, ko še ni hodil, ampak smo ga nosili sem in tja. In tam sem nekako doumel, da če skrbim za to mrežo, za to skupnost na taboru, da pravzaprav se na nek način tudi rešuje ta družinsko breme jedrne družine in da, tako kot si tudi sama enkrat rekla, v tem, da si pravzaprav se učila, kako širiti to svojo navezanost in potrebo po povezanosti, ne samo na naju kot starša, ampak tudi potem na druge. In oba sta se tako upela in se mi zdi v to skupnost, ki je potem živela seveda tudi med letom, obiskovanj je bilo veliko raznih tudi skupnih izletov in to je bila neka korekcija tega projekta jedrne družine. Naprej. Ta star pregovor, afriški baje, za vzgojo je potrebna vas, se mi zdi, da smo res doživeli in tudi ti si potem postala vodnica počasi in se mi zdi, da si skozi to tudi dobivala izkušnje, ki ti še danes pomagajo, tako pri delu, tudi zdaj na taborih, ki jih zadnje 2 leti vodiš. Tako, gremo naprej. Drugo nelagodje je bilo, tako da se pokaže, je bilo na delovnem mestu v bolnici Vojnik. Bil sem razočaran zelo, tudi tukaj. Moja pričakovanja so bila, da bo delo psihiatra polno možnosti za neke človeške, bogate stike, tudi s pacienti, za psihoterapevtsko delo, vendar v bolnici je bilo izjemno, tako bi rekel, kot na tekočem traku. Način dela je bil neučinkovit, imeli smo opravka s tem fenomenom vrtečih vrat, torej kratke hospitalizacije, v katerih nismo pravzaprav res pomagali ljudem, ki so se potem vedno znova vračali z ponovitvami svojih duševnih stisk. Večina obravnav je bila medikaliziranih, poudarek je bil na zdravilih in vsi ti, bi rekel, slabi učinki institucij, ki so seveda tudi že zgodovinsko dobro poznani, so se tudi še vedno kazali v tej naši bolnici in drugih bolnicah. Naprej.
Tako da srečanje s tabo, Bernard, leta 1983, ko sem se priključil kot prostovoljc, takrat še študent medicine, prvič na tabor, je bilo tako kakor začetek tudi neke novih možnosti, ki sem jih odkrival na področju kot psihiatrije in psihoterapije. Tako da skupaj sva potem hodila na strokovno izpopolnjevanje v Nemčijo, Ginterju Amonu in tako naprej. Dolga zgodba tudi, kar se sistemskega izobraževanja tiče, predolga za ta kratek govor. Tisto, kar je bilo zelo mi v pomoč, da si me Bernard opozarjal tudi na te raziskave, ta primer mesteca Roseto se mi je zelo tisto v spomin, kako se je pokazalo v Ameriki, da razpad skupnosti korelira zelo močno z povečanjem tako imenovanih civilizacijskih bolezni, to se pravi bolezni srca in ožilja, motenj hranjenja in tako naprej. Tako da ta izkušnja, tudi iz teh podatkov, ki so prihajali iz sveta, kako se nekaj zelo čudnega dogaja in seveda ta pojav neoliberalizma je to še bolj radikaliziral, da neoliberalizem gotovo ni naklonjen temu, da bi se skupnostne mreže krepile, ravno obratno, razpadajo. Ta razpadanje teh tradicionalnih skupnosti seveda sega že v 20. stoletje in mogoče tudi že v 19. stoletje, industrijska revolucija in tako naprej, tukaj cela znanost. V glavnem, tisti avtor, ki je tudi še danes meni tako zelo dragocen in na katerega sme tudi ti, Bernard, opozoril, je eden od očetov sodobne sociologije, ki je neverjetno pronicljivo pravzaprav razločil to, kaj je skupnost in kaj je družbenost. In tisto, kar se danes dogaja, gotovo je napovedal na nek način, da bo ta princip družbenosti podivjal in bo začel kot rak nažirati princip skupnosti. To so podrobnejši opisi teh dveh konceptov po tem avtorju, ne bom šel v to. Tudi Marino je bil Kačič, je bil veliko let udeleženca naših taborov in je eden od tistih, ki je diplomiral tudi iz te teme. Bilo je precej raziskav, tudi magistrskih doktorati. Tako da ta naš projekt je bil res akcijsko-raziskovalni projekt, to se pravi, ni bil samo terapevtski, ni bil samo skupnostni, ampak je bil tudi raziskovalni. No in ta biti skupaj, biti zase, kako tukaj zdaj najti oboje in ne enega samo, jaz in mi in jaz, kako se to krožno prepleta. To je bila tudi tema, ki je Marino zelo lepo obdelal v svoji diplomi in za njo dobil tudi nagrado. Zdaj pa še par slik. Torej, tisti glavni simbol tega principa skupnosti na taborih je bil pa indijanski dan. Iz tega smo naredili veliko zgodbo, tako da ni bil samo en dan, ampak kar 2 dneva in ta body painting, slikanje teles je bil neverjeten, tako vsako leto, tudi zdaj še se to nadaljuje, koliko neke individualnosti in hkrati povezanosti preko tega nastane na eni čisto drugi ravni s tem izražanjem. Sam sem, bi rekel, doktoriral kot predavatelj na taborih, ker še danes, če rečem, kaj so bili največji izzivi predavateljski, je bilo to, kako pritegniti pozornost te mevlarije, kot smo včasih rekli, ker to so sem pa tja se podili, se pogovarjali med seboj, in tako sem se učil, kako s kakšnimi dodatnimi sredstvi za indijanski dan, s kakšnim velikim kamnom, s katerim sem upodobil kakšne prednike iz jamskih časov, primitivnega človeka. Takrat pa vidite, evo tukaj vsaj nekaj pogledov me z zanimanjem spremlja.
Ja, povej. Kaj si predaval vse? Povej, kaj sem predaval. Majhni, ti divji fantki so imeli veliko tega petelinjenja, ne? Kaj to bom gobec, kaj bi ti razumel? Ja. In to je silak. In si kamen dvignil. Jaz lahko. No, ampak potem pa druga plat, ne, ki je lahko kaj za nas čisto običajnega, pa postanem jokica, ne? Ta silak, ki lahko dvigne to, je situacija taka jokica, ne? To, da bi bil tako majhen, o tem si govoril. Odlično, hvala lepa. Torej, Ilbojca je neizčrpen vir, kadar pridemo skupaj in začnemo obujati spomine, in jaz sam upam, da boš res to enkrat napisala, da bomo kakšno knjigo na stara leta še izdali, ker to so res izjemno zanimive situacije, ki so ti ostale v spominu. Naprej, no tukaj so še ti prizori iz mojih predavateljske kariere. To so zdaj slike vračev. Vrači so prav posebno pozornost dobili od maskerjev naših in slikarjev, tako da vrači so bili posebna atrakcija vsako leto. Takoj za njimi, to je naš Franček, ki je znal res biti strašen. To je potem eno leto, 2 leti kasneje. Sara. Ja. To so bile pa skvo. Bojevnice. Okay. Poglavarji. Eden je tukaj v zadnji vrsti še. Eden je pa v prvi. Ja. Miha Palir in še. Janez. Se spomniš Janeza? Evo. Tisto, kar je bilo potem tudi zanimivo v teh raziskavah o skupinah in skupnosti na višji šoli, visoki šoli, fakulteti za socialno delo, je bil tudi, smo sodelovali z profesor Bajzekom, Salesijansko univerzo v enem projektu iz Rima. No in je bilo zelo zanimivo videti, da tudi Salezijanci imajo veliko teh izkušenj, seveda, ker so njihova tarčna skupina za njihovo karitativno delo, so otroci in mladostniki. No in eden od teh avtorjev je tako fajn, to povedal, zakaj se gre pravzaprav v takem učenju o skupnosti, da je zelo pomembno, da imajo otroci in mladostniki možnost ustvarjati proti strukturo, proti temu, kar odrasli ponujajo. To se pravi, da ne pričakujemo, da kadar bo recimo Majlena kot kuharica rekla kosilo, ali pa kadar bodo vodniki rekli, čas je, da gremo za zbor, za taborni kotiček, da bodo zdaj, ja, tu smo, evo nas, vsi smo pripravljeni, kam pa gremo danes, ampak je bilo bolj tako, kva spet, a daj ga ne bo. Daj. Kva vodo kotiček, ne grem. To, da smo razumeli, da je to v bistvu začetek skupnosti, da to smo večkrat rabili precej tudi medsebojne opore, kajti to ni tako lahko prenašati, tudi vzbuja strahove, da se bo nekaj lahko hudega zgodilo, če se otroci skozi takole postavljajo pa mladi po robu. Ampak, ravno to je tisti ovinek, ki je nujno potreben, da potem lahko mladi dobijo zaupanje v to, kar naj bi bil odrasli svet, kjer ne bi prevzeli postopno vloge odraslih. Danes, če gledamo, kot sem že rekel, stvari niso šle na bolje. Mnogi avtorji opozarjajo na to, tudi ta, ki je zelo priljubljen v Sloveniji, večkrat obišče. Mislim, že 5 knjig njegovih prevedenih v slovenščino. Prva je bila ta o pojavu nihilizma pri mladih in opozarja, da upada pri mladih čustvena in socialna inteligenca, če bi tako rekel, da so odnosi mladih v šolah vse manj
čustveno za njih pomembni, da tudi ta virtualna okolja niso res socialna, družbena omrežja, da so to omrežja, ki generirajo protislovne učinke, predvsej tudi teh negativnih individualističnih scenarijev. Naprej, to je še naprej. Tisto, kar se je pokazalo in kar je meni izjemno pomembno bilo tudi v smislu sistemskega dela, je, da so naši tabori postali neka intermediarna struktura, tako kot sta Berger pa Lukman to v eni od knjig zelo lepo razdelala, torej, da je zelo velik pomen, da nastajajo v družbi projekti, ki so na nek način mediatorji med civilno družbo in tem, čemur bi rekel, javni sistem šolstva, javni sistem socialnega varstva, javni sistem zdravstva. Naprej. Evo, za konec glavne točke, kaj je bil tvoj izkupiček teh taborov, lahko si malo preberete. Lep izkupiček, pomemben izkupiček in najbrž je tudi ta izkupiček pripomogel, da si se odločila za nove napore v to smer, kar naprej. Ja. To je posnetek iz zdaj letošnjega tabora, julijskega na Obidrici. Že drugo leto smo zdaj speljali obuditev teh naših terapevtskih taborov. Jasna v vlogi taborovodje dvakrat, Irina Žibert, ki se bo tudi kasneje predstavila, in Jasna tudi v vlogi starešine, in sodelavka Nika Krelj, ki drugače dela v našem referatu in je tudi dobra prijateljica od Jasne. Evo, Bernard, vse najboljše in hvala za vse semena, ki si jih posejal, pa ne sem posejal tudi dolga leta zalival, vidiš, evo, to je tudi del tvoje zasluge. Hvala lepa.